Moje ime je Peter Golob, sem kirurg, trenutno predsednik odbora za pravno-etična vprašanja. Na vprašanje, kako je drugje urejeno dolžnost zdravnikov, da pomagajo pri končanju življenja, lahko povem, da razen morda Španije, ki v neki manjši meri to tudi na tak način ureja, nobena država, ki ima bodisi pomoč pri samomoru, evtanazijo ali oboje, ne zapoveduje sodelovanja kogarkoli pri teh aktivnostih, celo izrecno zapišejo, naprimer kot Kanada, Belgija, da nihče ni dolžan sodelovati pri teh postopkih. Tukaj bi rekel, da gre za eno zelo različen zakonski pristop, ko gre za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo absolutna pravica, ki jo bo imel vsakdo, ki bo izpolnjeval zakonske pogoje, medtem ko pri paliativni oskrbi je ta seveda odvisna od vsakoletne uredbe vlade, ki pove, koliko paliativnih timov, koliko točk za neke ambulante in tako naprej bo zavarovalnica izvajalcem plačala. Avtonomija je zelo veliko vprašanje, ki se tukaj nekako pojavlja, ampak treba dve stvari po mojem ločiti. Eno je vprašanje, ali si sposoben odločati o sebi, in drugo je, koliko avtonomno dejansko odločaš o vprašanjih, ki se tebe tičejo. Jaz mislim, da sposobnost odločanja o sebi je morda lažje vprašanje kot sama avtonomija odločanja. Vemo, da za odločitve vedno imamo neko razlago, neko razmišljanje in vplivi na to dejansko so pri starejših ljudeh, pri ljudeh, ki so bolj bolani, ki so odvisni od pomoči celo za dnevne aktivnosti, taki, da bistveno večji meri upoštevajo tudi želje svojcev in so sicer svobodno odločajo o sebi, ampak zelo dvomno, da tudi avtonomno.